dobrodošel na Radio Koper. In ravno o Radio Koperu pravzaprav bova čisto na začetku spregovorila. Namreč zanima me, kako se počutiš tukaj, kakšni so tvoji spomini na Radio Koper? Jaz se počutim tako doma. To je moj drugi dom dolga leta. Mislim dolga leta, pred dolgimi leti, ampak v bistvu tudi, ko sem delal tukaj, nisem se delal 6 let ali 7, preko sem šel na televizijo, ma tudi ko sem bil na televiziji, sem bil vedno na radio, pa tudi ko sem šel na SZDL, sem prihajal na radio, pa tudi ko sem bil na Primorskih novicah, vedno sem prihajal. In še zdaj, kar naprej rinem sem na radio mi meni najbolj fajn, so taki fajni ljudje tukaj. No, opazili smo, da Radio Koper pravzaprav omeniš v vsakem intervjuju, slišali pa smo tudi, da Radio Koper poslušaš v spalnici. A to drži? Ja, ker itak drugega ne lovi tam. Ampak ne, imam tam Radio Koper zaradi tega, ker zjutraj, ko se zabudim, je fajn slišati, kaj se dogaja, da nisi kakšne neumnosti recimo zamudil, recimo so kakšnega časa zaprli ali kaj takšnega. To zveš najprej tukaj. Tako imam razdeljeno, v avtu in v spalnici je Radio Koper, v kuhinji je drugi radio, nacionalni, v službi je pa spet televizija in na televizija TV Mandrač in na TV Mandraču se spet vrti Radio Koper, tako da jaz vas nadzorujem bolj kot vaši šefi. Ko se je kaj vrtelo tako neskončno, da sem jaz klical prvi, kaj se je zgodilo. Komu so namenjene tvoje pesmi? Moje, jaz upam, da so ljudem, ki so podobnega razmišljanja kot jaz, jaz ne delam, da bi dobil ali prepričal tiste, ki jim ni do tega. Pač tisti, ki razmišljajo na vsaj malo podoben način, tisti poslušajo to mojo muziko. Jaz imam eno veliko srečo, namreč jaz ne grem delati plošče z dvomom, kdo jo bo kupil. Jaz približno vem, kdo jo bo kupil in teh ljudi, recimo, da je danes, recimo za prejšnjo ploščo, za prvi album z eno-bejem jih je bilo recimo tam po moje enih 800 do 1000, tisti, ki so jo kupili in ki poslušajo, pa za drugo jih je bilo že, mislim, da že 1200, zdaj jih bo pa po moje že kar enih 1500, ker se pač prihajajo nove generacije, veš, in pa starši prisilijo otroke, da morajo poslušati unga mefa starega in potem se oni nekako navadijo na to. Tako da mene ne skrbi prodaja albuma, posebej zdaj, ko ga prodajam sam, ker sem šel v samozaložbo, ne da ga sam prodajam, sem samozaložnik in vem, kdo bojo kupili, vem, kam gremo igrati, kje so ljudje, ki poslušajo to in za njih napišem te pesmi. To so, če bi ti opisal karakter, kakšen človek je to je človek, ki bi lahko živel tudi v enem prejšnjem sistemu, pa tudi v današnjem sistemu enako dobro, samo če bi mu pustili, da ohrani svojo pamet. Tale album Najboljša leta si predstavil prvič v Gledališču Koper, kaj pa, kako kaže za naprej, so že potrjeni kakšni špili? Ja, smo morali narediti v bistvu pauzo, ker imamo par ljudi, ki niso tukaj in tudi po svoje nam paše, da zdaj še malo zvadimo vse skupaj in imamo, recimo, kaj so tudi večjih, ne omenim, da gremo 31. januarja v Cankarjev dom, da gremo 8. februarja v Sežano v kulturni dom za kulturni praznik, kar se mi zdi posebej fajn, da bomo verjetno, mislim, prvi teden aprila bili v Novi Gorici v kulturnem domu, da bomo vmes verjetno 7. februarja v Ajdovščini in tako, mi moramo koncentrirati tudi tiste datume, ko smo vsi tukaj, zato da bo pač gre polna zasedba. Ni problem, lahko bi hodil igrati, jaz sem že prestar, da bi hodil vsak bife igrati, mislim, rečem, ni mi potrebno to. Jaz želim iti nekam, kjer ljudje poslušajo, ne želim iti danes več nekam, kjer ljudje ne poslušajo. Ne bi preživel tega, da jaz tam prepevam, nekdo pa zraven jamra, da ga motim, ko pije pijačo za šankom. Eno od tvojih besedil pravi, da če se kot luzer rodiš, kot luzer potem tudi živiš. A se strinjaš s tem? Je res tako? Ali je sreča opoteča? Ne, jaz v bistvu govorimo o tipih, ki radi jamrejo, ki jamrejo o tem, kako je
kako imajo vedno smolo ravno oni in tako naprej, pa v resnici, če pogledaš, sploh nimajo take smole. Ne, no in to je tisto, govorim v bistvu malo sarkastično, povem, da vsi so, na koncu so vsi, eni so umrli, eni so zginili iz tega sveta, eni so morali biti doma kar naprej, oni pa še zmeri sedel tam lepo s pivičko pred restauracijo in ljudsko in jamral, kakšen loser je, ampak včasih se splača biti tak loser. Čisto za konec, preden te spustim fantom, ki te čakajo v studiu Hendrix, pa samo še tole, si lastnik najboljših let. Katera pesem z tega CD-ja je tvoja najljubša? Imaš eno ali jih je več? Veš, da sploh v bistvu ne vem, mi je tako. Bom rekel, da začel sem delati najboljša leta Marijo in Loserja, pravzaprav za Slavka Ivančiča, pa ni bil za to. Potem sem delal Ljubezen je v zraku za enega fanta Štefana Horvata iz Izole, pa sem moral na koncu jaz posneti. Naredil sem za Zmeraj, za tako lepo balado za Postojno, za mesto Postojna. In da bi rekel, da je kakšna, ki mi je najbolj, v bistvu vedno mi je najboljša zadnja. Zadnja pa je bila tokrat Znal je biti jezen, ker govori o enem klasičnem stanju, tisto, ko ima vsaka generacija ima enega svojega Jacka, ki je ta glavni. Ne? In potem na koncu pride moment, ko ugotoviš, da tudi tisti največji Jack ima take najbolj običajne probleme, kot jih imamo vsi. V tem svetu so pravzaprav nič večji Jacki kot mi. Čisto za konec, kaj pričakuješ od današnjega Radia Live? Ne, jaz vem, kaj pričakujem, bojim se, da vi ne veste, kaj pričakovati. Namreč jaz zdaj nastopam, že na samem koncertu smo pokazali ene 3 verzije. Ena, kjer igramo z Armandom Šturmanom in z Gorazdom Radojevićem, ki je akustična verzija. Je potem tista ta velika skupna, ki je najbolj taka, da rečem, za velike dvorane. In je ta srednja, ki je pa v bistvu rockerska. In to danes bo zelo žgalo, se bojim, tam po studiu Hendrix nam paše, vsi smo ista generacija z 10. brata in nam tako paše žgati, ko strelja, tako da uživamo, da se bojimo, da nam gre malo že na otročje, ampak res bo precej ropotalo in sem vesel. To mi je trenutno najbolj uživam to delati, ker ostalo sem že izprobal, tega pa še nisem. Veste, to poznate tiste suhega iz Portoroža, ki mi izveže reče, Mona, kaj ti poješ, ki nimaš posluha. To je pesem zanj. San je bil tip, posebej tihe vrste, govoril je malo, je pa žvižgal na prste. Podnevi se je skrival, zvečer je oživel in z najbolj glasno družbo najrajši je pel. Pa se je slišalo komaj, kot da veter vzdihuje, kot utrujeni starec, ko si čevelj obuje. Nihče nič ni vprašal, saj smo vsi razumeli staro zgodbo o tem, kako so včasih živeli. Veste, to so bila tista najboljša leta, za večerje na parki in za prava dekleta, ko so fenci igrali na terasi v taverni in so komaj odprli disko v žusterni. Vi sploh ne veste, vam se ne sanja, mi smo znali živeti. San je bil tip generacije morja, z obzidja so šteli korake do obzorja, vsi so šteli premalo, le sami preveč. Končal je v časopisu, kot še ena od nesreč, ko so ga našli, bilo je, kot da veter vzdihuje, kot utrujeni starec, ko si čevelj obuje. Nihče nič ni vprašal, saj smo vsi razumeli staro zgodbo o tem, kako so včasih živeli. Veste, to so bila tista najboljša leta, za večerje na barki in za prava dekleta, ko so fenci igrali na terasi v taverni in so komaj odprli disko v žusterni. Vi sploh ne veste, vam se ne sanja, mi smo znali živeti. Nikoli
spoznal preproste resnice, da v zraku ne zaspijo niti največje ptice. Veste, to so bila tista najboljša leta, za večerje na barki in za prava dekleta, ko so fensi igrali na terasi v taverni in so komaj odprli disko v žusterni. Vi sploh ne veste, vam se ne sanja, kako igrati na razglašeno kitaro. Mi smo znali živeti, mi smo znali živeti, mi smo znali živeti, mi smo znali živeti. Ok, hvala lepa.